Danes ste rekli, da je za zdravstvo zgodovinski dan. Kaj ste imeli takrat v mislih? Ja, zgodovinskim dnevom sem imel v mislih, da so se po zaključku konference in po napisanih izhodiščih združile vseh 5 organizacij, ki zastopajo interese različnih skupin v zdravstvu in skupaj predstavili skupna izhodišča. To se v 20 letih še ni zgodilo. In podpisali ste? Podpisali smo izhodišča, strokovna izhodišča za zdravstveno reformo in s tem širši javnosti, predvsem pa politiki, sporočili, kakšno zdravstveno reformo, na katerih strokovnih temeljih jo je potrebno oblikovati. Nam lahko na kratko poveste te bistvene zaključke? Ja, bistveni zaključki so, da je vse potrebno delati, da bo slovenskemu bolniku, slovenskemu zavarovancu zdravstveni sistem najbolj dostopen, da bo kakovosten in da bo finančno vzdržen. Povedali smo, da se slovenska družba stara, da bomo potrebovali več denarja in da bo treba denar pobrati tudi tam, ker ga doslej nismo. Povedali smo, da bomo še naprej solidarni, povedali smo, da se bo potrebno nehati izogibati plačevanju prispevkov za zdravstvo, ker je to nesolidarno, neetično in nečloveško. Povedali smo, da mora biti zdravstvene zavodi organizirani kot neke vrste negospodarske javne družbe, ker se bo s tem povečala učinkovitost zdravstvenega sistema. Povedali smo tudi, da bo košarica pravic še naprej univerzalna in da če se bomo pogovarjali, katere pravice bi dodali oziroma odvzeli, bo potrebno te pravice skrbno pretehtati v luči največje koristi za vsakega posameznika. In kakšna je sedaj pot tega dokumenta, ki ste ga danes podpisali? Dokument roma v kabinet predsednika države, s katerim smo dogovorjeni, da bo v času, ko ni politične elite oziroma ni vlade, koordiniral nastajanje zdravstvene reforme. Hvala lepa. Prosim.